Ko so pred 20 leti začela prihajati k nam prva vozila iz Južne Koreje, si verjetno ni nihče mislil, da bo nekoč tam pripeljal avtomobil, ki bo navdušil ljubitelje motorne pločevine. Hyundai iX35, ki je duhovni naslednik priljubljenega Tucsona, se je iz precej oglate gmote pleha preobrazil v lepo zaobljeno karoserijo, ki kljub pridobljenim centimetrom izgleda skladno in kompaktno. Čeprav so SUV vozila prvenstveno namenjena asfaltu, se iX35 zaradi 17 cm oddaljenosti trebuha od tal zmore peljati tudi po slabših podlagah. V največji sili tudi po pol metra globoki vodi. Če so spremenili obliko, pogona niso. Ta je v osnovi še vedno speljan naprej, ob zdrsu pa se aktivirata še zadnji kolesi. S tem stikalom ga lahko tudi zaklenete na razmerje 50-50, če je res polsko. Pri oblikovanju notranjosti so glede na Tucsona naredili velik korak naprej. S premium paketom pride ustnje, navigacija, strešno okno in nasploh zelo veliko opreme. Zmoti le preveč cenene plastike, ki je sicer dobro obdelana, in pa majhen sovoznikov predal. Pa še po noči zmoti tale sredinska konzola, ki je osvetljena v modri barvi in ta je po noči premalo kontrastna. Za pogon skrbi dvolitrski agregat CRDI. V osnovi streže 100 kW, če doplačate še 1000 evrov, pa vam moč povečajo na 135 kW, kot jih ima ta. To seboj prinese možnost še 6-stopenjske avtomatike, ki stane 1500 €, dobre zmogljivosti, nažalost pa tudi večjo zavarovalniško premijo. Najlepša stran tega avtomobila pa je vseeno njegova cena. S to opremo, motorjem, menjalnikom in barvo vas bo stal slabih 32 000 €. Več v nobenem primeru ne, kvečemu veliko manj. Odvisno je le, kateremu cukrčku se boste na račun prihrankov odpovedali.